Vsi ste zdaj vabili, da prijete na čudovit koncert, kratek, 5 skladbic, majhen protokol in potem ogled predsedniške palače. Vsi ste vljudno vabili naprej. Dobar dan, lepo zdrav. Te si nekaj tudi. Ne boš nekaj prišel, zelo sem ponosen. Prosim, izvolite v predsedniško palačo. Prosim, izvolite v palačo. Kar izvolite, prosim. Gospe in gospodje, v dvorano prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in gospa Tanja Pečar. Spoštovane Slovenke in Slovenci, tukaj doma in vse povsod po svetu, drage državljanke in državljani, ekscelenca, zlasti pa topel, prisrčen, tak predbožičen, prednovoleten pozdrav ob izrednem dnevu odprtih vrat vsem vam, obiskovalkam in obiskovalcem tega ceremoniala, ki smo ga izvedli prvič po osamosvojitvi. Doslej je bil to v glavnem formalen prenos dolžnosti z enega predsednika na drugega, brez neke navzočnosti javnosti. Jaz pa sem se odločil, potem ko sem pred 5 leti videl, kako to izgleda, da bi v luči tega, kar sem rekel v sinočnem govoru v Državnem zboru, da sem izvoljen od vas in da vam služim, odprl predsedniško palačo, ki je sicer odprta za obiskovalke in obiskovalce ob vseh državnih praznikih, tudi ob dnevu inauguracije predsednika Republike. Zelo sem vam hvaležen, da ste se odzvali v takem številu. Prav nič nismo vedeli, ali se bo sploh kdo odzval, ali bo prišel, in tukaj lahko vidim tudi naše najmlajše državljančke in državljane, ki bodo dobili po koncu ogleda predsedniške palače tudi sladoled, če je to v redu. Je to v redu? Ne morem izbrati besed hvaležnosti za to, da so danes tukaj naši glavni kulturni gostje, kulturne gostje, čudovit pevski zbor, Karmen Manet z dirigentom. Jaz sem jih prvič slišal nedavno in tako kot mnogi ljudje v Cankarjevem domu absolutno osupnil ob izvedbi njihovega nastopa. In takrat sem si zaželel, da bi morda kdaj nastopili v predsedniški palači, in si res nisem mislil, da nam bo uspelo to že danes na dan mojega nastopa predsedniških dolžnosti. Ali smem, spoštovani gospod dirigent, gospe, izraziti mojo veliko hvaležnost, mojo v imenu ekipe, da ste si vzeli čas in nas danes
počastili z 5 skladbicami, ki jih boste odpele. Vam pa, spoštovane gospe in gospodje, želim, da bi se v tem kratkem kulturnem programu, ki bo popestren z enim kratkim kratko ceremonialno intervencijo, ko mi bo japonski veleposlanik vročil voščilo japonskega cesarja, da uživate v glasbi, uživate v veliki oziroma kristalni dvorani predsedniške palače, da si vzamete čas potem in se sprehodite skozi predsedniške prostore. Kolikor bo možnosti, vam bom tudi na voljo za kakšna vprašanja. Zdaj pa mislim, da je mojega govorjenja dovolj. Na koncu naj vam zaželim zelo doživete božične praznike v krogu ljudi, ki jih imate radi. Želim vam veliko uspeha, zdravja, radosti in tudi sreče v prihodnjem letu. Mislim, da je sreča, kot sem večkrat dejal, na strani pogumnih ljudi in vi prav gotovo ste danes, tem, ko ste prvič prišli sem in izkazali ta pogum na pravi poti, da skupaj marsikaj dosežemo. Zelo, zelo sem še enkrat vesel, da ste mlade družinice pripeljale s seboj otroke. To nam je vedno tukaj v veliko veselje. Sploh ne bom povedal, kakšne vse vragolije zganjamo tukaj. Imamo tudi škrata Škarabota, ki ga, če boste šli skozi mojo pisarno, ga vidite pod mojo mizo je. In on je kriv za vse napake, ki jih naredim. Ne, jaz nisem nič kriv. Škarabot je kriv. Ampak je pa tako, da ga samo poredni otroci vidijo. Samo poredni. A je kdo poreden med vami? Kakšna smola. Nekoč se je zgodilo, da sem to rekel, tako kot zdaj, in so potem otroci šli hitro v mojo pisarno in so takoj gledali pod mizo, če bojo kaj videli, in potem je eden tako vstal razočaran in rekel, je rekel, škoda, ker sem tako priden. No, ampak tukaj vidim, ker sem že na volji za kakšno anekdoto, še tole, pa končam. Tukaj vidim gospe, ki so tako kot princeske. Enkrat sem bil v Velikih Laščah na občinskem prazniku in po koncu občinskega praznika so prišli tako otroci do mene in me prosili za avtogram. No in ko eni taki princeski jaz podpisujem, jo vprašam, kako je ime in mi pove, potem pa, da bi malce klepetala, ji rečem, kaj pa boš, ko boš velika? In ona tako malo skomigne, sem rekel, a boš princeska? In tako ona užaljeno, to sem že. Hvala, ker ste prišli. Imejte čudovit dan, čudovite praznike in srečno leto. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Ob ponovni izvolitvi je predsednik republike prejel številne čestitke iz tujine. Čestitali so mu voditelji držav iz vsega sveta, posebna želja njegovega veličanstva, cesarja Akihita, pa je bila, da predsednik Pahor njegovo čestitko prejme prav na današnji dan, ko nastopi mandat. V imenu japonskega cesarja bo predsedniku republike čestitko predal veleposlanik Japonske v Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca gospod Keiji Fukuda. Hello, dobar dan. So I have the great honor of handing in today here with a congratulatory telegram from His Majesty, the Emperor of Japan, upon His Excellency's second successful inauguration. And as introduced by the Master of Ceremonies, today is the exact date of the birthday of My Majesty. Gospod veleposlanik je izrazil čestitke njegovega veličanstva cesarja, ki praznuje 84. rojstni dan. So thank you very much. So that is a very great honor and my great joy.
Hvala predsedniku in veleposlaniku. Sledi pa kratek kulturni program. Imeniten in večkrat nagrajen ženski pevski zbor Karmen Manet iz Kranja je na letošnjem tekmovanju evrovizijskih pevskih zborov v Latviji osvojil prestižen naziv Evrovizijski zbor leta 2017. Zbor združuje 33 nekdanjih dijakinj gimnazije Kranj, ki je predsednik republike za izjemne dosežke na glasbenem področju podelil posebno priznanje Jabolko navdiha. Pod vodstvom zborovodje in glasbenega pedagoga Primoža Kerštanja, ki zbor vodi že vse od ustanovitve leta 2011, se Karmen Manet redno udeležujejo največjih domačih in tujih tekmovanj, na katerih za svoje izvedbe prejemajo najvišje nagrade. Zbor Karmen Manet tako spada v sam vrh slovenske in mednarodne glasbene scene. Zato smo počaščeni, da so posebej za današnjo priložnost pripravile kulturni program. Zbor bo na klavirju spremljal pianist Gašper Jereb. Izvolite.